Dom je zavetje, prostor, v katerega se vračamo. Zato je pomembno, da že pri vhodu poskrbimo, da je čisto in v sedanjih razmerah tudi razkuženo. Vkolikor razkužujete doma oziroma sigurno razkužujete doma, ko ste razkužili vhodna vrata in kljuke, nikakor ne pozabiti na omarico z čevlji in pa tudi same čevlje. Vi ne veste, kje lahko dobite virus. Nekje na poti se je pojavil in je fajn, da razkužite čevlje, vsaj podplate, če ne kar celoten čevlj, ne. Potem v kopalnici, obvezno, kompletna tuš kabina, morda ne rabite to delati čisto vsaki dan, ampak fajn pa je, da vsaj 2-krat na teden do 3-krat na teden poskrbite za to. Torej, pipe, kljuke, če se vrnemo v kopalnico, umivalnike v celoti, če imate pisoarje, WC školjke in tako naprej. Isto se pravi, tam, kjer primemo. Tako, tam, kjer primemo, bodimo pozorni na to, da se razkuži. Razkuževanje je pomembno tudi v kuhinji. V kuhinji bodimo pozorni na omare, na držala od omaric, predalčnikov in tako naprej. Hladilniki. Danes imajo moderni hladilniki skrita držala, ne, in ta skrita držala obvezno treba razkužiti. Potem so tukaj tipke od raznih strojev, bele tehnike, ne. Te tipke obvezno je potrebno razkužiti. Pač poudarek na tem, da pazimo, da ne pride sredstvo v stik z hrano. Hrano je pa najboljše razkužiti, da jo pustite v vodi in mogoče dodate kako sodo bikarbono ali pa kaki kis. Torej govorim o več ali manj sadju in zelenjavi. Ostala pakirana hrana, če je konzerva, jo obvezno razkužite, preden jo odprete. Kar se tiče pakiranja mleka, raznih pudingov, jogurtov in tako naprej, tudi tu uporabite alkoholno sredstvo, razkužite in to je to. Pri razkuževanju je treba nositi tudi rokavice. Posebno opozorilo, ne uporabljati lateks rokavic, ampak vedno nitrilne. Razlika lateksove rokavice ob stiku z alkoholom dobijo prepustnost, torej pore prepustijo in je potencialna možnost, da se okužimo, ne. V dnevni sobi imamo večinoma tudi računalnike, pozorni pa moramo biti tudi na daljince za televizor in podobno. Tisto, kaj nam pride vsakodnevno v stik, torej računalniki, računalniške tipkovnice, miške, zdaj po ekranu verjetno ne boste špricali, ampak miško pa zagotovo. Pisarniški stol ali pa stol, ki ga imate ob mizi, kjer delate za računalnikom, vkolikor ima ta rokohvat ali držala, obvezno razkužite. Boljše, da je več razkuženo, kot pa da ni niti enkrat. Torej v dnevni sobi bi mogoče še zelo poudaril, to so stikala. Vsakodnevno jih prižgete, pa ugasnite luč sigurno 10-krat. Dajte razkužiti. Nikar pa teh naprav ne razkužujte z belilom. Na terenu mi opažamo marsikaj. Ljudje so slišali, da varikina razkuži. Ja, seveda varikina razkuži, ampak ne rabi biti narejena mešanica 50% varikine pa 50 vode, ker takrat boste imeli velik problem, ne. Varikine morda 0,1% ali pa do 0,5%, pa potem lahko s tem razkužujete, ne. Ampak preden bojo to ljudje si pravilno nastavili, raje ne z varikino razkuževati. Torej, najlažje je razkuževati z alkoholom, z alkoholnim sredstvom, zaradi tega, ker je dejansko biološko sredstvo, lahko ga v končni fazi tudi zaužijete, ne bo tudi otroci, ne bo neka huda zgodba, zaradi tega, ker je tako ali tako mešano, ne, z vodo se meša, hitro shlapi in dejansko nimate nekih težav z tem, da bi ostajali neki madeži. Razkužuje pa se seveda tudi v spalnici. Vsaka nočna omarica ima že nekako po naravi kako lučko zraven, ne. Te lučke, stikala obvezno razkužiti, morda kako stikalo nad posteljo ali pa vtičnice, zelo pomembno mobitele razkužite, ključe od avtomobilov razkužite.
To vas ne stane nič, vzame vam 2 sekundi časa, samo spomniti se morate, ne. Zato apeliram, to so glavne možnosti okužbe, so ravno neki mobiteli, ključi od avtomobilov, v končni fazi polnilci mobitelov in tako naprej, ne. Torej vse tiste predmete, ki jih imamo velikokrat v rokah in to ne samo mi.